Dragi gledalci, cenjene gledalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi oddaje Moja resnica. Danes bomo govorili o ženskah in sicer o čisto posebnem življenjskem obdobju žensk, ki ga doživi vsaka ženska, če le živi dovolj dolgo. Sicer govorimo o obdobju perimenopavze in menopavze. Tema, ki je bila dolga leta tabu, zadnje leta pa se je končno začelo govoriti o tem precej težkem obdobju žensk. In danes sem zato povabila v studio ginekologinjo Uršulo Rež Muravec. Uršula, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Torej, kot rečeno, danes bomo govorili o menopavzi in perimenopavzi. Dolga leta je bilo to nekako tabu tema. Ženske so obsojali, da so histerične. Poznamo zgodbe o tisti tavajoči maternici, ki naj bi tavala po telesu, ne, v pretekli dobi in so jih zapirali v razne, bom rekla, tudi ustanove, če že niso normalne. Danes vemo, da za to so odgovorni hormoni. In sicer veliko žensk se v 40 začne počutiti, da nekako izgubljajo sebe, da se ne počutijo več dobro, ne psihično, ne fizično. Kateri so tisti prvi znaki, ki so najbolj pogosti, najbolj očitni, pa pravzaprav niso vročinski oblivi, ki jih nekako vse pričakujemo, ampak jih ni nujno, da jih vsaka ženska ima? Ja, to obdobje se začne različno. Pri nekaterih res, kot ste omenila, tudi do zgodaj, celo pred 40 in celo pred 30 letom, kar ogrozi tudi reproduktivno zdravje in imeti otroka. Večina žensk pa gre v to obdobje nekje okrog 45. 50. leta starosti. Zdaj, najbolj značilno prav od znakov je to, da se začne mešati menstruacijski ciklus. Ti ciklusi postanejo krajši, iz 28 gre na 25, 23 dni. Od teh nespecifičnih znakov, ki ste omenila, je pa razna utrujenost, slabotnost, motnje v koncentraciji, v spominu. Tako da to so pa simptomi, ki se križajo lahko tudi z drugimi znaki izgorelosti, če je v tem obdobju prekomerno obremenjena v službi, v družini. Tako da te simptomi so, kadar gre za manjek estrogenov, dodatno še poslabšani. Vezani so pa lahko tudi na druge okoliščine in vzroke. Kateri pa so vzroki, da se pri nekaterih ženskah obdobje perimenopavze začne tako zgodaj? Ker kot ste rekli, je nekako normalno obdobje med 45 in 50, da se približno začne, ne? Od 40 naprej nekje je normalno, ampak nekatere imajo pa že pri 30, kar ste rekli, pa celo prej. Kaj botruje temu? Ja, to je izredno redko, tako zgodaj, ampak večinski delež gre za genetsko stvar, da je zgodna menopavza in se v družinah lahko tudi ponavlja. Drugače so pa drugačni vzroki, kot so kemoterapija, radioterapija, ki jajčne celice do take mere zmanjša, da gre taka ženska prej v menopavzo. Se pravi, če pa ne gre za te obsevanja, pa to, kot ste rekli, a je to mogoče tudi kakšen življenjski slog, tudi kaj vpliva ali ne mogoče? Bistveno ne. Če bi bila ena ekstremna situacija, pol ja, ampak neke običajne situacije pa ne, ampak ponavadi je res tista, da je začetna bazalna vrednost že ob rojstvu toliko nizka in se s starostjo dodatno niža ta ovarijska rezerva in pri teh grejo tudi v menopavzo te ženske prej. Nekje je ocenjeno pred 40 letom v 1%, pred 30 pa nekje 1 od 5000. Se pravi, je še zmeraj redko. Se pravi, potem v bistvu v tem obdobju se ženske lahko pogosto tudi soočijo z napačnimi diagnozami, tako kot ste rekli, od sindroma kronične utrujenosti, izgorelost, verjetno marsikatera napačno diagnosticirana ali pa ne ve, kaj se dogaja z njo, bi morala prav verjetno biti ginekologa. V takem primeru je najbolj, da pride v ginekološko ordinacijo, da se tudi te stvari raziščejo. Mi ultrazvočno lahko pogledamo stanje jajčnika, kakšen je volumen jajčnikov, kakšen je število antralnih foliklov in tudi vidimo, kakšni so pridruženi simptomi. Tem lahko pridružimo tudi laboratorijske preiskave, tako da vidimo, kaj je dejanski vzrok. Ali je to res ginekološki ali morda kakršenkoli drugi vzrok. Lahko se v bistvu tudi prekrivata, ne, vzroka v roki, nekako izgorelost hkrati, ne? Če je dodatno še manjek estrogena, vse to lahko še poslabša. Kakšna pa je razlika med perimenopavzo in menopavzo? Kaj v bistvu pomeni eno, kaj drugo? Menopavza je definirana, se začne takrat, ko izostane menstruacija 1 leto, od takrat dalje.
Prej pa je obdobje, ki ga imenujemo perimenopavza, ki se že začne pač zmanjšanje ovarijske dejavnosti, zmanjšanje estrogenov, poznati na različne načine, se na različnih organskih sistemih začne kazati, tako kot smo omenile, motnje razpoloženja, motnje v fokusu, delovanju možganov, razdražljivost, začne se tudi potem kmalu pojavljati tudi te oblivi. Te se pojavljajo lahko čez dan, lahko po noči, različnih stopenj. To zelo moti ženske, če so delovno sposobne na vrhuncu svojih moči, še posebej, če delajo skupaj v nekem okolju z ljudmi, je zelo neprijetno, če jih ta vročinski val vpliva, to je lahko od 1 do 5 minut. Ravno tako so te vročinski vali, če se pojavljajo, valovi, če se pojavljajo po noči, neugodni, ker mora vmes se odkrivati, hladiti, včasih celo tuširati in če se to večkrat na noč pojavi, se posledično tudi čez dan pojavlja utrujenost, manjša je potem fizična, psihična sposobnost, tako da je posledično potem vse to stanje se zacikla, če ne spi v paketu tistih 5-6 ur, kar je nujno potrebno. Se pravi, v bistvu poleg tega, da žitek se v tem obdobju začne težave s počutjem, slabši spanec, kognitivne motnje in tako naprej, potem v bistvu, če ženska še zaradi teh vročinskih vplivov slabo spi, se to samo potencira, ne? In pride lahko do res hudih. Ja, v bistvu sem celo zasledila, da v obdobju med 45 in 55 letom največ žensk naredi samomor. Da zna biti tako hudo. To so nekaj iz Amerike podatki. Tukaj je verjetno vedno kombinacija večjih dejavnikov, tukaj to so tudi razni psihiatrični primeri, tako da tukaj bi zelo težko rekla, glede na to, da bi rekla, vseeno dostopnost do ginekologa je in lahko pomagamo do take mere, da se z samim nadomeščanjem hormonov to bistveno izboljša, saj kar se tiče manjka samega estrogena. Koliko pa so v bistvu te nadomestna hormonska terapija, glede tega je zelo veliko, bom rekla, še prisotnega strahu, predvsem iz tiste študije, ki je prišla ven leta 2002, ki so nenadoma dali ven, da povzroča raka in so šle vse ženske nekako s hormonske terapije. Jaz zelo veliko tega spremljam, pač bom rekla, predvsem te tuje zdravnice. Ne vem, koliko je bilo sicer pri nas, glede tega je bilo tudi pri nas? Ja, sigurno se to je potem razširilo, to vedenje in kar nekaj časa traja, da se ta miselnost spremeni. Res je, da v tisti študiji so bili vključene tudi ženske, ki so bile starejše, stare 80 let, jemale so konjske vrednosti estrogenov, tako da bistveno druge skupine in doze so se takrat uporabljale, tako da zdaj to je bilo uvrženo. Nove študije, ki so narejene na nizkodozni hormonsko nadomestni terapiji ob znanih koncentracijah, ob kontroli ginekologov so zelo varen način lajšanja teh simptomov in predvsem zagotavljanja dobrega načina, kakovostnega načina življenja, tudi v višji starosti. Kako pa je s to nadomestno hormonsko terapijo? To lahko ženska ostane celo življenje na njej, ali so še vedno te omejitve kao 5 let, a se da tudi dlje, ker pač kot sem zasledila tudi v tujini, se pravim, zelo tam spremljam, so ženske tudi tako po 20-30 let, do smrti so praktično na nadomestni hormonski terapiji, ne, in spravi, da se odlično počutijo. Tiste, ko so je pa na primer iz različnih razlogov šle z te hormonske terapije, da so pa čist grozno počutje, slabo počutje, kognitivne funkcije so upadle. Zdaj večinoma mi uporabljamo to hormonsko terapijo v obdobju med 45 in 60 let. Večinoma kratko obdobje, 5, lahko tudi 10 let, to, kolikor simptomi trajajo. In v tem oknu od 45 do 60, če je pod kontrolo, je zelo varno. Vedno sledimo dojke, vedno sledimo ultrazvok maternice in tudi ostalo zdravstveno stanje. V tem obdobju ob nizki dozi kontrolirano je zelo varno. Vse, kar je pa v višjem starostnem obdobju in nekontrolirano, pa je še vedno stvar vprašanj in bi rekla, da neko dolgotrajno to zaenkrat ni uveljavljeno in lahko povzroča tudi neugodne stranske učinke. Tako da v tem oknu pa je zelo ugodno tudi za prevencijo osteoporoze, tudi za prevencijo kardiovaskularnih obolenj, celo nekaterih rakov, predvsem pa za kvaliteto življenja. Predvsem to, ja.
Dragi gledalci, kratek premor za oglase. Dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Moja resnica. Govorimo o obdobju menopavze, perimenopavze in nadomestni hormonski terapiji. Katere pa so vse te, bom rekla, bolezni, pred katerimi lahko nadomestna hormonska terapija ženske zaščiti? Nekaj ste že omenili, ste rekli rakava obolenja nekatera. Ja, prva stvar je, da se v bistvu vse te simptome izboljša in kvaliteto življenja. Ravno tako deluje prevencija za osteoporozo, za osteopenijo. Z estrogeni, če podpremo kosti, je njihova mineralna kostna gostota dlje časa trdna in se ne rahljajo te gostote. Ravno tako ugodno deluje tudi na mišično maso, namreč s starostjo upada mišična masa, estrogeni varujejo in lahko vzdržujejo, da pač ženske ne izgubljajo mišične mase, to se imenuje sarkopenija. Ugodni učinki so tudi na kardiovaskularni sistem, tako da ugodno delujejo tudi lokalno, na samo kožo, na same sluznice, dajo podporo epiteliju, elastičnosti, torej skrbijo za tvorbo kolagena, ki je v starosti se začne že razgrajati, koža se postopoma stara in v tem oknu, v tem specifičnem oknu menopavze so te pozitivni učinki tudi na druge strukture zelo dobri. Pa tudi kognitivne sposobnosti verjetno, ne? Kognitivne sposobnosti. Ravno tako tudi kognitivne sposobnosti, a ne, kognitivne sposobnosti itak starostjo upadajo. Ampak s tem, ko mi vzdržujemo pravo raven estrogena, če gremo v visoke doze, smo že v rizičnih območjih, ampak prava doza hormonov v tem oknu lahko izboljša tudi kognitivne sposobnosti. Te sinapse v možganih mnogo bolje delujejo, če imamo estrogena ravno prav. Ker v tem obdobju, ko pade, je res tipično za ženske, da imajo, povejo, meglo v glavi. Ne spomnejo se imen, priimkov, včasih težko tvorijo besede in to je v tem obdobju zelo tipično in se zelo sekirajo zaradi tega. Jaz včasih jim dam že kakšne take enostavne preparate, ker v prvi fazi mi ne posegamo takoj po hormonski nadomestni terapiji, ko ocenimo stanje, a ne. Takole v ambulanti imamo vprašalnik, kjer vidimo, kateri organski sistemi pa kako močno so zastopane neke določene težave, so lahko blage, srednje, lahko so zelo močne in fokusiramo, se usmerimo. Lahko z čisto enostavnimi kakšnimi rastlinskimi preparati, če to ni dovolj, potem pa gremo na hormonsko nadomestno terapijo. Ki pa je tudi različnih vrst. Katere pa so ta zelišča, ki si lahko mogoče ženske na začetku, ko imajo prve težave, pomagajo? Katere se najpogosto uporabljajo? To so fitoestrogeni, to so rastlinski estrogeni, ki imajo v svoji sestavi tudi ta nam ljubi ženski estrogen. In te ekstrakti v toliko nižjih koncentracijah lepo v prvi fazi lahko lepo pomagajo. Za prvo leto, 2, 3, ko pa to ni dovolj, potem pa lahko preidemo v višje, dajmo reči, koncentracije. Katere vrste in oblike nadomestne hormonske terapije pa imamo, ko ste omenili, da imamo različne? Imamo na voljo kar nekaj teh. Glavni trije hormoni so tisti, ki jih lahko nadomeščamo. Tako kot sva že omenili, je ta estrogen, glavni hormon, ki podpira vse te ženske naše organe. Potem tukaj vedno, oziroma ženskam, ki imajo maternico, dodajamo še progesteron za zaščito sluznice, po potrebi pa lahko dodamo tudi testosteron. To so 3 glavne oblike. Kako jih dajemo? Lahko jih dajemo sistemsko. Ta sistemski način je lahko z tabletami, vendar v zadnjem času vse več estrogenov dajemo transdermalno. Zakaj? Zato, ker transdermalno ne gre preko jeter in ni neugodnega učinka in stranskih učinkov, kot so tudi lahko globoke venske tromboze, trombembolije, če dajemo zdravila transdermalno v obliki šprejev, v obliki gelov, ki se namažejo, se izognemo jeter in je ta estrogen toliko bolj varen. Imamo estrogene, ki jih dajemo tudi lokalno, samo za lokalno zdravljenje, a ne? Največkrat tukaj pomislim na samo zdravljenje nožnice, ko je suha nožnica, ko so spolni odnosi boleči zaradi tega,
tudi pogosti uroinfekti, pogosta vnetja nožnice, lahko s tem, ko lokalno dajemo estrogene, rečemo 3-krat na teden, vaginalno si aplicira, se s tem sluznica zadebeli, s tem se tudi prekrvavitev te nožnice poveča, ker je epitelij bolj zdrav, bogat, prekrven, je tukaj tudi manjša verjetnost za infekte. Kot sva rekle, infekte nožnice in mehurja. Uretra je v neposredni bližini in je ravno to epitelijski organ in s tem lahko te težave zmanjšamo. Ravno tudi tako v tej menopavzi, zaradi tega, ker ni estrogenov, se vsa tkiva lahko tudi povesijo. Atrofija nožnice, a ne? Nožnice, sprednje, zadnje stene, lahko cele maternice, različnih stopenj in z estrogeni dodatno lahko do neke mere vplivamo tudi na to ponižanje maternice. Kaj pa, če je ženska, na primer, že zamudila to obdobje in ima že atrofijo, bom rekla, a se da potem, če ona začne lokalno uporabljati estrogen, se da to povrniti mogoče stanje vsaj v določeni meri? V določeni meri, ja. Lahko uporablja tudi lubrikante pri spolnih odnosih, v določeni meri se to da pomagati. Ker osnovna plast epitela je vedna, mi jo moramo pa samo dograditi, da je več plasten epitelij. Kako pa je s to nadomestno hormonsko terapijo? Kdaj je idealno začeti? Ali moramo res počakati prav na menopavzo, se pravi, da nam res izostane menstruacija, ali je po najnovejših dognanjih mogoče bolje začeti že v obdobju perimenopavze, ko ženska se začne slabo počutiti? Lahko tudi že prej, s tem, da vzdržujemo še neke cikluse, neke krvavitve, lahko tudi prej začnemo, tako da ni zdaj nekega mejnika, ki bi mogli čakati menstruacijo. Vedno se odločamo glede na težave. To je glavni vodnik. Ja, tako se pravi, če ima ženska redne menstruacije, skoraj, bom rekla, par dni plus minus, ampak se zelo slabo počuti, težave z zbranostjo, res kognitivne funkcije, da ji upadajo, vročinski oblibi, potem je verjetno dobro začeti, sploh če zelišča ne pomagajo, če je poskusila pred tem. Absolutno. Ker lahko zelo drastično vpliva na kakovost življenja. Kakšne ženske že od 40. leta so na hormonski nadomestni, odvisno od težav. Večinski delež žensk, rečemo, ima težave par let, v povprečju nekje 7 let in v tem obdobju je možnost tega načina zdravljenja in vse več žensk se odloča tudi za ta način. Če ji vse poveš, razložiš, da je varno, ob kontroli, potem je v bistvu tudi tisto vedenje iz preteklosti nekje, če zaupa, se potem tudi na osnovi tega pogovora mnogo raje in bolj varno se počutijo, ko se odločijo za hormonsko nadomestno terapijo. Se pravi, v bistvu, ker so nekatere ženske, ki res zelo trpijo v tem obdobju, se v bistvu mislijo nekako, da morajo samo to obdobje pretrpeti in v bistvu ni treba trpeti. Ne. Ni treba in toliko trpeti. Ob današnjih znanjih je to v bistvu prav škoda. Je pa res, da so pa nekatere kontraindikacije, to je pa treba upoštevati, predvsem, če je ženska imela raka na dojki, če je preživela kakšne tromboembolične procese, to so absolutne kontraindikacije. Ali kakšne nepojasnjene krvavitve, relativna kontraindikacija, če je v družini, v bližnjem sorodstvu rak na sami dojki, tako da to pa je potrebno upoštevati. Ampak kaj pa to, ko ste prej omenili, se pravi, tablete so rizične, kar se tiče teh tromboz. Kaj pa, če ona jemlje tudi, bom rekla, lokalno na kožo, da se nanaša transdermalno? Večinoma zdaj estrogeno dajemo transdermalno, ker jih imamo na voljo. Zdaj, tabletke so enostavne, zato ker je estrogen pa progesteron skupaj že v eni tabletki in je enostavno, Zdaj to, kar dajemo pa transdermalno, je pa ponavadi kombinacija, to pomeni, da si more te šprejčke ali pa gele razmazati, zraven more pa še progesteron pojesti. Tako da bolj enostavno pakiranje je to oralno, ampak v večini primerov zdaj, ko imamo na voljo transdermalne estrogene, uporabljamo transdermalne. V bistvu, ko ste omenili tole trombozo, to je potem dosti podobno, lahko, če oralno jemlje estrogen, je dosti podobno kot kontracepcija, ima podobne učinke? Ne, kontracepcija so pa bistveno višje doze. Ne, to ja, ampak tudi, da lahko kontracepcija povzroči, Lahko. Zdaj, kontracepcija ima bistveno više, ker tudi zblokira ovulacijo in so doze više. Je pa res, da so ženske mlajše in so manj
nagnjene k tromboembolizmu. Pri starejši populaciji imamo pa nižje doze po hormonski nadomestni, ampak so že nekoliko starejše in so lahko pridružene še druge bolezni, kar lahko povečuje tveganje za globoko vensko trombozo in pljučno embolijo. Dragi gledalci, kratek ogled oglasov. Dragi gledalci, dobrodošli v tretji del oddaje Moja resnica. Govorimo o perimenopavzi in menopavzi. Kako pa je z libidom? Mnogo žensk v tem obdobju pravi, da so tudi čisto popolnoma izgubile libido, da nimajo več niti najmanjše želje. Partnerji jim grejo zelo na živce, sploh kakšni zvoki, ki jih spuščajo, ne? Da postanejo ženske tudi zelo razdražljive, nepotrpežljive. Zdaj, pri libidu je spet veliko lahko vzrokov, kaj prispeva do te zmanjšane spolne sle. Siguren manjek estrogenov nekoliko pripomore. Manjek estrogenov, kadar je suha noženca in so boleči spolni odnosi, ravno tako. Tako da libido je pa lahko tudi problem, kadar so partnerske težave, kadar pač je neusklajenost, kakšne tudi napori v službi, drugi stresni dejavniki, ki se v življenju pojavijo z otroki, vse okolica. Tako da vzrokov za težave v spolnosti je vedno veliko. Zdaj, tukaj pri libidu siguren, da estrogen dodatno lahko pripomore k samim počutju, da ni tega, kar ste vi omenila, razdraženost. Ženske tipično, zaradi je njihovo vedenje nekoliko spremenjeno. Estrogen lahko ta sistemski učinek nekoliko zboljša, predvsem pa lokalni učinek estrogena. Včasih, kadar je dejansko lahko tudi vzrok našega ginekološkega vzroka, lahko izmerimo tudi testosteron in če je ta testosteron nizek, lahko dodatno poleg estrogena se doda tudi testosteron. Če pa so drugi vzroki, mi s testosteronom ne bomo dosegli nobenih dodatnih učinkov. Absolutno, je treba vzrok, ja. Ja, testosteron se doda, kadar res je majhna, pa drugih težav, dajmo reči, da ni. Kadar je res taka utrujenost, slabotnost, neenergičnost, ki je vezana res samo na take dejavnike, ker jajčnik usiha v svojem delovanju, tudi usiha v delovanju testosterona. V takem primeru večinoma je fino, da se testosteron tudi zmeri, da vidimo dejansko, a gre res za pomanjkanje testosterona v taki meri, da bi nam terapija s testosteronom lahko doprinesla. Zdaj, kar se tega tiče, zdravila niso registrirana niti v Sloveniji, niti v Evropi, tako da to zdravljenje ni neki široko uveljavljeno, tako da vse to, kar potencialno ženske bi želele imeti, je off-label. Registrirano je v Avstraliji, tam lahko na recept zdravnik napiše posebej zdravilo za testosteronom za ženske, pri nas imamo testosteron za moške, tako da v bistvu lahko pišemo le tega, ampak to je off-label. Ja, razumem, ja. Zanimivo mi je, da ta testosteron, da je tako podcenjen pri ženskah, v bistvu ga imamo največ, ne? Večina ljudi niti ne ve, da ga imamo več kot estrogena in progesterona, ne? In mi je zanimivo, da je tako podcenjen, ker tudi zelo vpliva in na mišično maso, in na kostno maso, in na kognitivne sposobnosti, ne? Torej se mi zdi, da se tukaj tudi malo počasi premika, no? Tako kot se je moralo premakniti glede estrogena, ne? In progesterona po tisti študiji, da se zdaj počasi premika glede testosterona tudi za ženske. Zdaj, ena stvar je kurativa, ko nekaj nujno rabiš, ena stvar je pa preventiva. Rečemo, na preventivi se zaenkrat še ne dela dovolj. To, kar ste vi govorila, preventivno, da mišično maso ne zgubljaš, preventivno na kognitivne, preventivno tudi za osteoporozo, pa osteopeniro, zmanjšanje mineralne kostne gostote, je bistveno manjše ob tem. Tako da ena stvar je, mi večinoma zdravniki zdravimo kurativno. Vse več v sodobni medicini pa se govori tudi o preventivi in
to je tista stvar, ki jo moramo nekako doreči, do katere mere, v katerih dozah je še varno, da za samo preventivo ne bi šel v škodo. Prekomerna uporaba testosterona bi tudi neugodno vplivala. Ženska bi dobila mozole. Ja, ženska mora imeti žensko dozo, moški pa moško. Ja, poraščena bi postala, glas bi se ji spremenil v moškega. Tako da ni tako vse enoznačno, no? Tako da prave doze, ja. Absolutno, ja. Kaj pa ginekologi najpogosteje slišite v zvezi s perimenopavzo in menopavzo, oziroma ko pridejo ženske v tem obdobju, ker jaz opažam, da sploh ne vejo, kaj se jim dogaja. Tudi sem bila pri svojih prijateljicah, pa tako, vse so se začele nekaj čuden počutiti, pa nobena ni s tem povezala. Katere so tiste stvari, ki bi želeli kot ginekologinja, da bi ženske malo bolj vedle za vnaprej, kaj se dogaja z njihovim telesom, ker če se malo veš, kaj te čaka, se lahko malo bolj pripraviš glede vsega. Rečemo, kaj najbolj moti ženske, kaj najbolj moti? Najbolj moti ženske to, da se začnejo roditi. Začnejo se roditi predvsem v tem trebušni del, povejo, da jim nobene hlače niso več prav. To je to obdobje, ko se dejansko bazalni metabolizem se zmanjša. In če smo prej porabili 2000 kalorij na dan v starosti 40 let, tam pri 50 letih rabiš za redne telesne aktivnosti samo še 1300, če nisi posebno telesno dejaven. Tako da je treba zmanjšati vnos, pa tudi prilagoditi hrano. Predvsem je treba več vnašati beljakovin, ker drugače se mišice zmanjšajo. Treba je skrbeti tudi celostno za zdrav način življenja, niso zdaj tukaj samo hormoni. Treba je skrbeti za telesno aktivnost, ki naj bi bila vsaj 2 do 3 krat na teden, tudi vaje za moč. To so zelo pomembne, da vzdržujemo mišično maso. Treba je skrbeti, da je zdrava prehrana, ki ima dovolj, tako kot sva rekla, beljakovin, dovolj vlaknin, dovolj mineralov, vitaminov, dajmo reči v tem obdobju tudi fitoestrogenov. To in treba je skrbeti, da dovolj dobro in kakovostno spimo. To so, bi rekla, taki pomembni dejavniki, poleg hormonov, ki so pa samo češnjica na torti gor dodatnega izboljšanja kakovosti življenja. S tem, ko smo telesno aktivni, dovolj dobro spimo, taki enostavni mehanizmi omogočajo, da vzdržujemo normalno telesno težo, da se ne zredimo, da v bistvu ne povzročamo tega trebušnega pasu, ki nam metabolno zelo neugodno deluje tudi na kasnejše življenjsko obdobje. Ta adipozitas, debelost, to so vnetni procesi, ki so, to pomeni, da se imunski sistem slabše bori, večja je verjetnost za obolevanja, tako infekte kot v bistvu obolevanja kardiovaskularnih obolenj, sladkorne bolezni, metabolnega sindroma, tudi rakastih obolenj, tako da ta trebušna maščoba, obseg trebuha, da se vzdržuje v normalnih merah, nam omogoča v menopavzi, ki trajajo kar 1/3 življenja lahko, če živimo zdaj, ko se je življenjska doba toliko podaljšala, je ta celosten pristop največjega pomena. Absolutno. Ampak kaj pa, če na primer kakšna ženska dobi tako hude simptome menopavze oziroma perimenopavze, da res ne more nič, da ne more telovaditi, da skoraj ne more iz postelje, potem v bistvu skoraj ni druge rešitve, rečemo, da zdravo se prehranjuje, ampak ne more telovaditi, potem praktično v bistvu skoraj ni druge rešitve, kot da začne z nadomestno hormonsko terapijo, da vsaj to k sebi spravi, da lahko uvede še gibanje pa naprej. Ja, saj jaz mislim tudi pri gibanju enostavne načine gibanja, naprimer neka nordijska hoja, vsak dan lahko 30 minut ali pa 3-krat na teden. To so telesne aktivnosti, ki niso naporne, ki so prijetne. Zelo fino je, da vključimo tudi roke, noge, da se ta trebušni del tudi razgiba, da niso to zdaj samo sprehodi, ampak tudi, da roke priključi se. Tako da dodatno pa te vaje za mišično moč, te nam pa pomagajo tudi vaje za ravnotežje, da na starost potem imamo dobro ravnotežje, da ženske ne padejo, če imajo osteoporozo, se zlomijo, te zlomi osteoporotični v menopavzi so zelo neugodni, tako da v bistvu je treba skrbeti za samo vitalnost, gibljivost, ravnotežje, tudi če pademo, da se ujamemo na prav način, tako da v bistvu skrbimo, da smo čim dlje
neodvisni od drugih. Zdaj smo malo prišli od teh 50-ih tudi na menopavzo, ki je vezana tudi na višje starostno obdobje. In to je preventiva, ko vlagaš v to preventivo za par desetlet naprej. Ja, dovolj zgodaj, da pravzaprav potem na stara leta ne rabiš dolgo časa pomoči. Odlično. Najlepša hvala za vse koristne in zanimive informacije, Uršula. Dragi gledalci, upam, da vam je bila oddaja zanimiva. Upam, da ste tudi moški poslušali, da boste mogoče malo bolj vedeli, kaj se ženskam v vašem življenju dogaja, ko postanejo malo drugačne. In drage ženske, upam, da ste izvedele dovolj koristnih informacij, da boste lahko v tem obdobju življenja kar najbolje poskrbele zase.